Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, cenjeni gostje, pripadniki Slovenske vojske, dragi prijatelji zgodovine in kulture. Prisrčno dobrodošli. Danes smo zbrani, da skupaj odpremo razstavo, ki nas toplino in ponosom vrača v čas, ko so bile razmere težke, a duh neokrnljiv. Razstavo, ki govori o pogumu, vztrajnosti in iznajdljivosti slovenskih partizanov, ki so sredi vojne vikre našli moč, da ohranijo šport, veselje, skupnost in s tem upanje. V sodelovanju Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Mestnega muzeja Idrija se tako pred nami odpira zgodba o partizanskih smučarskih tekmah. O tekmah, ki niso bile že le športni dogodek, temveč simbol življenja, klubovanja in povezanosti. Spoštovane in spoštovani, pozdravljamo na govoru vabim polkovnico Alenko Petek, namestnico poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske. Prosim. Lepo pozdravljeni. Kot vidite, sem v malo drugačni uniformi kot moji kolegi. Mi imamo zdaj ta teden osrednjo vajo Slovenske vojske, ki je sicer štabna vaja, ampak ne glede na to, seveda, smo temu ustrezno tudi opremljeni. Ampak zdaj pa k tistemu bistvenemu, za kar smo danes tukaj. Otvoritev razstave tukaj v naših prostorih, v prostorih kadetnice, na temo partizanske spločine je dogodek, ki me v bistvu ne potegne toliko v zgodovino, ampak v sedanjost in končno v prihodnost. Zgodovina, vsej po mojem razumevanju, je zgodba neke preteklosti v kontekstu sedanjosti. Nikoli ne stoji sama zase. Danes velik pomen v slovenski družbi pripisujemo športu, športnim tekmovanjem, športnemu udejstvovanju, na splošno zdrav duh v zdravem telesu. In seveda je tisto, čemu namenjamo posebno pozornost, nekako povezano s tistim, se pravi v zgodovini, s čemu namenjamo posebno pozornost v zgodovini, povezano s tistim, kar nas zanima danes. Zame je potem ta razstava nekakšen pogled nazaj na to, kar se je dogajalo v preteklosti na področju športa v okolju, ki pa ni današnje, se pravi v vojnem okolju, v okolju, ki ne dopušča takšnega pristopa, ki ga imamo v miru. In zakaj sem prej rekla, da me to nekako tudi že navezuje na prihodnost? Ravno zdaj v bistvu preigravamo scenarije, ki nakazujejo povečano nevarnost, tudi za nas, za Slovence, za Slovenijo. In ko se oziramo nazaj v čas, ko je Slovenija morala stopiti skupaj, ko so slovenski partizani izbojevali zmago in tik pred koncem druge svetovne vojne, čeprav še niso vedeli, da bo konec, zbrali toliko poguma, da so organizirali takšno tekmovanje, je to za nas v bistvu spodbuda, da vidimo, da tudi v kriznih razmerah, v najtežjih razmerah, življenje ne obstane. Se pravi, življenje gre naprej, se prilagodimo, izvajamo pač tisto, kar lahko, ampak ob tem ne pozabimo na svoje temeljne vrednote in na tisto, kar nas povezuje. Z vojaškega vidika
pa mi je ta razstava, koliko sem jo pogledala in tudi malo pogledala, kaj je pravzaprav zapisano tudi na spletni strani, še bolj zanimiva ne samo z vidika samega tekmovanja, ki je vsekakor fascinantno, ampak tudi z vidika, kaj je do tega pripeljalo. In to so tiste delavnice smuči, kako so se organizirali, s kakšnimi problemi so se srečevali, kako so te probleme reševali. To me je pripeljalo direktno v današnji čas. V probleme, ki so ostali enaki, ko poskušamo nekaj organizirati, ko imamo neko idejo, jo poskušamo spraviti v realnost in mogoče vedno ne premislimo povsem do konca, kakšne bo implikacije, kaj se bo zgodilo. Tako da razstava je z tega stališča poučna ne samo kot pogled v zgodovino, ampak kot pogled v naše današnje vrednote, naše današnje pričakovanja in pa še posebej mislim, da zato, da ko bomo tudi mi zdaj v končni fazi na tej vaji in tudi v bodoče razmišljali o tem, kako organizirati življenje in delo v slovenski vojski in pa tudi v družbi, v kriznih razmerah, da nam bo to nekakšna spodbuda in pa tudi primer, kako življenje gre po svoje in si tudi skozi šport, tudi skozi tekmovanja, tudi skozi druženja seveda izbori tisto svoje veselje in svoje zadovoljstvo tudi v najhujših, najtežjih časih. Toliko bi jaz imela za uvod. Verjamem, da si boste te razstavljene panoje pogledali. Najlepša hvala, da ste prišli in s tem mislim, da bomo to razstavo tudi odprli. Hvala. Najlepša hvala, gospoda Vrhovnica, za vaše misli in besede, ki nas spomnijo, da moč naroda ni le v orožju, temveč v vrednotah, znanju in spoštovanju preteklosti. Zdaj pa nas čaka prva glasbena točka v izvedbi Trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske. Najljubš. Odpiramo je dragocen del naše kulturne in vojaške dediščine. O njej bo kot slavnostni govornik spregovoril dr. Miha Kosmač, direktor Mestnega muzeja Idrija, institucije, ki že vrsto let s predavnostjo ohranja zgodbe naše preteklosti žive. Prosim. Lep pozdrav, še v imenu Mestnega muzeja Idrija. Me boste bolj slišali. Najprej bi se rad zahvalil Vojaškemu muzeju za organizacijo dogodka in pa tudi za samo možnost gostovanja razstave. Seveda, sama razstava brez možnosti predstavljanja javnosti pač nima tega učinka, tako da tudi to je ena izmed naših primarnih področij delovanja. Muzeji danes pravzaprav se prav tako razvijamo skupaj s časom.
Še v preteklosti je mogoče bolj veljalo, da je naša naloga predvsem zbiranje predmetov, tudi javnost si ponovadi težko predstavlja vse to delo, ki potem sloni za tem zbiranjem, se pravi predvsem dokumentiranje, inventarizacije in tako naprej. V zadnjem času pa je res velika pozornost javnosti namenjena tudi tem, kako se muzeji predstavljamo navzven. In prav se pravi z gostovanjem, pripravljanjem razstav je tisto, kar nam omogoča, da širimo to naše poslanstvo in pa predvsem vedenje. Naš muzej deluje na območju Idrijskega in Cerkljanskega, torej obsega 2 občini, sicer pa skupaj upravljamo kar z 8 objekti nepremične kulturne dediščine. Tako na Idrijskem je naš sedež grad Geverkenek, sicer pa tudi imamo Idrijsko kamšt, rudarsko hišo in pa v objektu Jaško Frančiške so pa predstavljeni rudniški stroji in naprave. Vsi ti spomeniki, ki sem jih zdaj naštel, so hkrati tudi spomeniki UNESCO svetovne dediščine živega srebra. Poleg tega imamo na vojskarski planoti še en izjemen spomenik Partizanska tiskarna Slovenija, ki predvsem zaradi istega problema kot leta 1947 in sicer samega dostopa, mogoče ni tako poznan ali pa viden med širšo javnostjo, je pa njegova vrednost po mojem še zlasti danes, ko smo poplavljeni z lažnimi novicami, še toliko večja, se pravi, kaj pomeni možnost tiska in možnost širjenja tiskane besede. Vemo pa tudi sicer, da danes pravzaprav tiskana beseda vse bolj izginja v poplavi, se pravi, digitalnih novic, ki so hkrati še dosti hitrejše od samega tiska. Na Cerkljanskem pa upravljamo še z enim izjemnim spomenikom Partizanska bolnica Franja, ki je tudi nosilka znaka Evropske kulturne dediščine. Kot veste, je bila ta zaradi povodnji zaprta za javnost leta 2024, sedaj se pa trudimo, se pravi, z samo obnovo in računamo, da v začetku leta 2027 bo ponovno odprta za širšo javnost. Na Cerkljanskem je še en izjemen spomenik Bevka domačija v Zakojci, sicer pa razstavo o vrednotah, ki jih nosi Partizanska bolnica Franja, si lahko danes obiskovalci ogledajo v Cerkljanskem muzeju, skupaj tudi z zgodovino Cerkljanske 20. stoletja in pa Cerkljansko laufarija. To je še ena izmed posebnosti našega območja. Torej, kljub temu, da smo, bi rekel, odmaknjeni nekoliko na periferijo, imamo kar nekaj izjemnih stvari, ki jih imamo za pokazati javnosti. Še ena taka posebnost je tudi nosilka UNESCO nesnovne kulturne dediščine Idrijska čipka. Torej, veliko je tega, kar lahko predstavljamo, veliko je pa tudi tematik, ki so mogoče posebne za našo lokalno območje, pa so hkrati pomembne tudi za navzven. Tako da mogoče vse tiste, ki še niste bili na naših koncih vabljeni v Mestni muzej Idrija na ogled in hvala še enkrat za možnost gostovanja. Srečno! Najlepša hvala, gospod direktor, za vaše besede in predstavitev vašega aktualnega dogajanja. In zdaj čas je za še en glasbeni trenutek in melodijo v izvedbi trobilnega kvinteta Orkestra Slovenske vojske. Kosec, koso, brusi.
Lebar, načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske. Človek, ki svojo ekipo skrbi, da dediščina Slovenske vojske ni le zapisana v arhivih, ampak živi med nami. Vabljeni torej, da nam spregovorite nekaj besed in uradno odprete razstavo partizanske smučarske tekme. Prosim. Spoštovana polkovnica Alenka Petek, namestnica poveljnika PDRJU, predstavniki veteranske organizacije Idrija in Cerkno, avtorica razstave, gospa Milojka Magajne, gospod direktor Idrijskega mestnega muzeja, cenjeni predstavniki borčevskih organizacij, pripadniki SV in MORS, prijatelji Vojaškega muzeja, gospe in gospodje. Danes se z razstavo spominjamo smučarskega tekmovanja, ki je bilo izvedeno, kot je omenila že, ko so moji predhodniki omenili, januarja 1945, ko je bila svoboda na dosegu roke, na Cerknem, na osvobojenem ozemlju sredi krvave druge svetovne vojne. Dogodek, ki ga predstavljamo, prikazuje neomajno voljo do življenja in upor proti zatiranju. V takšnem času, v težkem času, je bila športna prireditev nekaj skoraj nepojmljivega, simbol upanja, simbol poguma, vizija svobode, v kateri bo šport nekoč postal del narodnega ponosa. In danes, 80 let kasneje, prav šport ostaja tisti element, ki nas v Sloveniji najbolj združuje. Ne glede na razlike, pod skupno zastavo v duhu sodelovanja, ponosa, spoštovanja preteklosti. Zato je tudi v današnjem času pomembno, da ohranjamo spomin na našo zgodovino, se z nekaj naučimo, da svoboda ni nujno samoumevna, ampak je potrebno vedno znova braniti. Vabljen na predstavitev razstave, ki bo izvedla avtorica razstava. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod načelnik, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci. Zdaj pa vas vabimo, da se skupaj odpravimo do razstavnih panojev, kjer nam bo torej avtorica razstave, gospa Milojka Magajne, predstavila vsebino in ozadje te edinstvene zgodbe. Zgodbe naroda, ki je znal v najtežjih trenutkih najti moči za nasmeh, za šport, za skupnost. V imenu organizatorja Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Mestnega muzeja Idrija se vam iskreno zahvaljujem za vašo prisotnost in podporo, ter vam želim lep dan še naprej. Zdaj pa prosim, vabljeni pogledu razstave. Torej, lepo pozdravljeni vsi tudi v mojem imenu in seveda tudi z moje strani kot avtorice razstave. Hvala, da nas gostite, da smo lahko s to razstavo tukaj pri vas. Seveda veste, ampak ponovim še enkrat, januarja letos je minilo 80 let od tega edinstvenega dogodka. In organizacijski odbor prireditve partizanske smučine si je za letošnje, torej jubilejno leto, zastavil kar tak bogat program raznoraznih dogodkov. In ker smo seveda tudi v muzeju v preteklosti ob različnih priložnostih sodelovali že pri obeleževanju tega dogodka, torej teh partizanskih smučarskih tekm, smo tudi sami si dali v program, da pripravimo tako za nas pravzaprav manjšo panojsko razstavo, ki je bila namenjena v prvi vrsti za neke zunanje površine. In smo pač na en tak zgoščen način, bi rekla, ne morem vam tukaj v tem času, ki mi je odmerjen, seveda vse detajle predstaviti. Ampak dejstvo je, tako kot je prej rekla polkovnica, bil je vojni čas, ampak tudi v tem vojnem času so pač želeli živeti naprej. In od tod pravzaprav ideja za tekmovanje. Seveda, to, da rabijo smuči, da partizanske enote rabijo smuči, to je bila potreba tistega časa, ker so v zimskem času na tak način se te enote lažje in hitreje premikale. Zdaj, do smuči priditi je seveda bila pa druga zgodba. Tako kot je gospod prej že uvodoma rekel, omenil,
oblasti, takratne okupacijske oblasti so pač smuči zaplenile, ni bilo, ne, pač to, kar je bilo, so sicer tudi partizani nabirali po hišah pač prek teh svojih terenskih organizacij, ampak hitro se je pokazalo, da teh smuči bo premalo, ne. In je bila potem sprejeta odločitev oziroma v bistvu glavni štab je dal poziv, ne, na vse te svoje podrejene enote, da se organizirajo delavnice. Ne. Saj delavnica ni bila samo v Cerknem, ne, so bile tudi drugje po Sloveniji, mogoče zdaj izpade, kot da se je vse to dogajalo samo na našem območju, ampak to velja za širši slovenski prostor. Ne. Cerkno je bilo v tem času mogoče malce posebno v tem smislu, govorimo o času, ko je ta delavnica nastala, da je bilo naše območje osvobojeno, ne, osvobojeno ozemlje, pravzaprav Cerkno nekakšno središče tega osvobojenega ozemlja, se pa tu na tej karti vidi, da je bilo z vseh strani obdano z sovražnimi postojankami. Ne. Torej, in v takšnih okoliščinah organizirati recimo smučarsko delavnico, seveda poleg vseh ostalih, je bil gotovo poseben izziv. Najprej je bil izziv najti strokovnjaka, ki bo sposoben to izvesti, ki se spozna na izdelavo smuči, tega so sicer hitro našli, ne, to je bil Rudi Fižgar, ki se je s tem ukvarjal že pred vojno, bil je tudi smučarski tekmovalec, on je že pred vojno skakal recimo v Planici, no njega so pridobili, njega so poslali v Cerkno, da organizira to smučarsko delavnico. Ampak, kakšno je bilo Cerkno takrat? Govorimo o konec leta 1944. Cerkno je bilo skoraj povsem razrušeno, ker je bilo 4-krat bombardirano. Ne? Se pravi, podobe Cerknega tistega časa so takšne, ne? Te razrušene stavbe, in to je takratni glavni trg pred cerkvijo Svete Ane, praktično ni bilo cele hiše. Ne? No in Fižgar je našel prostor za delavnico prav v eni teh hiš na tem trgu, v kateri še okna niso bila cela. Ne? Je bilo treba najprej za tiste čist osnovne stvari poskrbeti, in so seveda najprej pač te manjše pripomočke, mizarske in tako naprej nabirali po hišah, potem stroje, nekaj so pripeljali iz Ajdovščine, nekaj iz gorenjske smeri, iz Krope, tako nekako, ampak po njegovih spominih zelo hitro pravzaprav so vzpostavili delavnico, praktično v enem tednu, ampak problem je bil potem les, ne, kje bodo pa zdaj ta les, od kje ga bodo dobila. Ne. Tako da tukaj so bile pa številne akcije, pač pri nekaterih delavnicah oziroma mizarjih, ki so v tistem času tudi izdelovali, ne, so pač pridobivali ta les, ki ga je bilo potem treba transportirati v Cerkno, spet poseben izziv. Tako da so samo izdelavo smuči pravzaprav lahko začeli šele tam proti koncu decembra, druga polovica decembra 1944. Ne? Ampak na začetku pravzaprav niti še niso izdelovali novih smuči, ampak so stare, ki so jih dobili na terenu, pa niso bile čisto v redu, urejali, dopolnjevali, popravljali in tako naprej. Ne. Tako da je bila velika težava in koliko smuči so izdelali v tej delavnici cerkljanski. Z današnjega vidika, ki smo navajeni, vse mora biti na veliko, pravzaprav ne veliko. Dobrih 100 parov smuči je bilo izdelanih čisto na novo. Ampak, če pa pomislimo, s čim vse so se morali soočati, ne, pa to so bile pa
spodobne številke, bi rekla, ne. Ko bereš te spomine, ne, kako so to vorili to iz Krope, pa potem noter čez ta Fari potok, pa gor čez mimo Blegoša, pa na Cerkljansko stran, ne, po zimi, težko si danes. Mi si pravzaprav, vi, tisti, ki ste vojaki, mogoče malce lažje, mi ostali pa težko si predstavljamo, ne, kaj je to v tistem času pomenilo. Ne. Se pravi, da si pa imel po vsem tem, po vseh teh naporih še voljo in energijo organizirati smučarsko tekmovanje in to dvodnevno smučarsko tekmovanje, to je pa dejansko nekaj izjemnega. Ne. In to je bila ideja Finžgarja, ki so jo seveda njegovi takratni nadarjeni hitro sprejeli, ker je resnici na ljubo pač takšno smučarsko tekmovanje imelo tudi velik propagandni učinek. Tudi to je v takšnih vojnih razmerah pomembno in je bilo seveda zelo pomembno v tistem času. Tako da so priprave, potem ko je bila enkrat odločitev sprejeta, zelo hitro stekle in v parih dneh je bilo vse pripravljeno za te skijaške dirke, kot je zapisal Finžgar, torej smučarske tekme. Tekmovali so v patrulnem teku prvi dan, drugi dan pa v veleslalomu in v smučarskih skokih. Se pravi, to je bilo eno tako edinstven dogodek v tistem vojnem času, če si predstavljamo ljudi, ki so bili že vsi naveličani te vojne, ko je bilo ta neprestana nevarnost, ta bombardiranja. Potem pa eno lepo sobotno popoldne in nedeljsko popoldne se množica ljudi zbere tam praktično v središču Cerknega in prisostvujejo nečemu, kar je bilo za Cerkno, recimo, izjemno bi bilo že iti, če niti ne bi bilo vojne, ampak v vojnem času je bilo pa to seveda še toliko bolj dragoceno. Dogodek so po svoje obarvala tudi zavezniška letala, ki so priletela ravno takrat in odmetavala pač ta tovor z pomočjo. Tako da vsi, ki se spominjajo, redki posamezniki, ki so še živi, imajo pač nosijo v sebi to podobo tega prazničnega dneva, ko so pravzaprav celo tekme so prekinili zato, da so gledali v nebo in opazovali ta letala in potem seveda naprej sledili tekmam. Tekme je za to slavnostno vzdušje poskrbela tudi godba 9. korpusa, ki je bila malce pred tem ustanovljena. Tako da lahko si mislimo, da je bilo to res en tak izjemen dogodek, ki je imel tudi odmev takrat. Zdaj, tekmovalci so prišli iz različnih krajev, iz Gorenjske, iz Primorske, pač iz tega območja, ki ga je pokrival 9. korpus, zelo različne zgodbe so bile teh ljudi, ki so seveda tudi, je veliko tega zapisanega, so spomini. V muzeju recimo poleg Finžgarjevih smučk, se pravi smučk, ki so bile prav v tej smučarski delavnici v Cerknem izdelane, to so te na fotografiji, hranimo še ene smučke, enega nesojenega udeleženca tega tekmovanja, ki je pač prišel takrat, Cerkljan po rodu, ki je prišel takrat v Cerkno in si želel tekmovati, ampak njegove smuči so bile doma na podstrešju prestreljene. Tako da nažalost ni mogel tekmovati, ker delavnici niso imeli časa, da bi jih popravili. So mu jih pa kasneje popravili in tiste smuči imamo v muzeju in se res lepo vidi, kako so bile pač tam, kjer so bile prestreljene, kako so bile popravljene. To so take male zgodbe, ampak se mi zdi, da pač veliko povejo o tem duhu tega časa, o tem, kako jim je to pravzaprav res veliko pomenilo, da so nekako pokazali, da hočejo neko življenje, glede na to, da je bila vojna, ampak da grejo, da se nekaj dogaja, da je
da to zanje neka spodbuda, da bodo, ne glede na vse, ne, pač tista svoboda, sej se je že kazala nekje tam spredaj, ne, ampak to je bilo pa še mogoče ena dodatna motivacija, ne. Zdaj, panoji, razstavni panoji so tudi, seveda na drugi strani, ampak imamo tukaj malo prostora, da bi se sprehodili. Je pa drugi del razstave posvečen partizanskim smučinam. Namenoma sem dala naslov razstave partizanske smučarske tekme. Torej, točno vemo, govorimo o dogodku, ki se je zgodil januarja 1945. Partizanske smučine so pa nekaj drugega. To so pa spominske tekme, ki so bile prvič organizirane leta 1975 v Cerknem. Oziroma, ja, v Cerknem. Prvo spominsko tekmovanje je bilo prav na Črnem vrhu, torej tam, kjer je danes smučišče Cerkno. In od takrat praktično skoraj vsako leto, nekaj vmes je sicer izpadlo, partizanske smučine so dali naslov temu spominskemu tekmovanju. Mislim, da so pač ime povzeli po dokumentarnem filmu, ki je bil leta 1981 posnet, ga je posnela Televizija Slovenija, in to ime se je nekako prijelo in resnici na ljubo, ko govorimo o partizanskih tekmah v Cerknem, vsi rečemo partizanske smučine, čeprav tega imena med vojno niso uporabljali. Te partizanske smučine so seveda bile sprva namenjene predvsem tem preživelim, nekdanjim borcem, tekmovalcem. Seveda čas pa teče in ti ljudje so se postopoma poslavljali in če so hoteli obdržati to tekmovanje, na tak način potem je padla odločitev, da se poveže, vključi tudi različne veteranske organizacije in tudi slovensko vojsko. Tako da mislim, da je tekmovanje kot tako na dobri poti, da ostane, da s tem tekmovanjem ostane pač spomin na eni strani na ta izjemni čas, na ta izjemni dogodek, ki je dejansko tudi širše, bi lahko rekli, nekaj edinstvenega, sploh v slovenskem prostoru, ampak tudi širše. Se pravi, ohranjati spomin in na drugi strani pač tudi gojiti naprej neko to povezovanje, sodelovanje, kar je bistveno. Kar je bistveno, to pač ne bomo tega razvijali naprej, potem kot družba imamo manjše možnosti, da bomo uspešni. Zakaj je bil ta boj, osvobodilni boj uspešen? V veliki meri prav zato, ker je bilo to sodelovanje, to povezovanje, ker to ni bila stvar samo vojske, ker tudi pri organizaciji smučarskega tekmovanja se ni šlo samo za ozko to, pač te pripadnike partizanske vojske, ampak so bili vključeni nasploh ljudje. Kadar pride do takšne sinergije, do takšne povezave, so seveda rezultati precej drugačni, kot sicer. Toliko na kratko, na zadnjem panoju seveda imate kratko predstavitev našega muzeja in pa tam je tudi QR koda, ki popelje na spletno stran, kjer je o samem dogodku več podatkov. Bodo pa zdaj v kratkem luč sveta ogledali Idrijski razgledi, to je pač revija, ki jo naš muzej redno izdaja, že od leta 1956. Tam bo en članek na temo partizanskih smučin, v katerem sem se dejansko bolj osredotočila ne samo na samo tekmovanje, ampak na to delavnico in vse, kar je povezano z njo. Tik pred izidom je pa tudi zbornik posvečen partizanskim smučinam, ki ga pripravlja Združenje vojaških gornikov. Tako da se dejansko v letošnjem letu kar veliko dogaja
na to temo in jaz mislim, verjamem, da smo nekako spodobno obeležili ta dogodek. Toliko z moje strani, če bo imel kdorkoli ima še kakšno vprašanje, sem tukaj in na voljo za... Ja, hvala za opozorilo. Ja, glede na to, da je tukaj razstava v zaprtem prostoru, smo se odločili, da jo pač obogatimo, a ne, tudi z predmeti in imamo na razstavi dva kosa. Obe ti puški sta bili last Rudija Finžgarja. Ena je avtomat Sten, ki ga je on dobil za nagrado za prvo mesto v skokih na tem partizanskem smučarskem tekmovanju. Se pravi, 21. januarja 1945 je on bil zmagovalec teh skokov in je dobil za nagrado to orožje in pa tudi, seveda, prejel je tudi diplomo, ročno izdelano, za tisto tekmovanje so ročno izdelali te diplome. Zelo sem vesela, da smo orožje smo imeli že precej let v muzeju, ker ga je že sam Finžgar podaril, takrat še osnovni šoli, ker naša osnovna šola je bila spomenike Nobe in se je veliko ukvarjala z zbiranjem tudi gradiva na to temo. No, diplomo smo pa uspeli pridobiti letos od njegovih sinov. Zraven pa smo se dogovorili tudi za odkup še ene puške, ki je bila tudi Finžgarjeva last in je pa njen izvor, je pa prav ta zavezniška pomoč med vojno. Tako da to sta dva zanimiva kosa orožja. Ne bom govorila o tehničnih podatkih, ker jaz tukaj lahko hitro kaj narobe povem, ampak je tam zapisano za tiste, ki vas bolj natančno te stvari zanimajo. Še kaj? Hvala. Hvala vsem za udeležbo. Tisti, ki še niste videli naše nove razstave,